Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad podim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi noji. Sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Vse sovražnikov izogibam, novih kratov se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prav rad z menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gozdu našem blodiš in nikar ne luparije po glavi ne norijo. Vem, sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Joj ne, že spet imam novo gubo. To je grozno. Zviti gležen. Te grde gube me tako zelo postarajo. Kaj si rekla? Slabo slišim. Pravim, da se staram. Obraz imam poln gub. Daj, no, Liza, ne govori neumnosti. Lepša si kot kdajkoli poprej. Ne, ni res. Morda se to zdi tebi, ampak lepša sem bila, ko sem imela 200 let. V družinski kroniki sem bral o tistem, kar se nam je zgodilo pred 284 leti. Harold, kako si Gartino studen? Povedat gre močku, da si mi vrgal punčko na tle. Misliš, da se bojim? Zaradi mene mu kar povej, če hočeš biti špec kahla. Dobro, Harold, tokrat mu ne bom povedala. Dobro, Harold, tokrat mu ne bom povedala. Iz dneva v dan bolj otročja si, Lili. Tako grob si, da se ne bom igrala s tabo. Toliko slabše zate, če nočeš, veš? Harold, vrni mi punčko. Tu jo imam, Lili, vzemi jo. Vrni mi jo. Mamica, poglej, ko mi je Vzemi jo, če moraš. punčko. Daj mi punčko. Dajmo, dajmo, dajmo. Daj mi daj punčko. Otroka, nehajte se tepsti. Mir, da če se ne polomita. Če mi ne daš punčke, bom rekla podgani, da ti pretegne noga. Takoj mi daj punčko. Kadar sta taka, bi jo najrajši natepla. Lisa, zakaj si tako živčna? Zaradi najnih otrok. Čisto sta ponorela. Mir, bodite tiho! No, zdaj vidiš, kako je. Bi že nehala povzročati hrup? Kaj? David, ostali smo brez mleka. Kako ga danes nismo dobili? Ali si pozabila iti pon? Šla sem pon kot vedno ob isti uri, ampak danes ga ni bilo. Boga mlekarice, morda je prišla kasneje. Ne, ne verjamem, da bi zamudila. Vedno je točna. Razumem. Torej misliš, da je nikjer se nekaj hudega pripetilo, kaj? Ja, smili se mi. Pomiri se, Liza. Pogledat bom šel, če je kaj narobe. Pogledat bom šel in takoj bom nazaj, boš videla. Poslušaj, David, če boš kaj izvedel, mi pridi povedat. Sem ti lepo povedala.
Harald! Harald! No, zdaj pa imata. Gleda, boš pospravil vse na svoje mesto. Da, gospa, kot to kažeš, nemudoma. Kaj se je zgodilo? Mi lahko poveste, kaj se je zgodilo? Nič. To je vedno tako, kadar v hiši divjata, kot bi bila v gozdu. In ti si kriv, ker jima to divjanje vedno pustiš. Saj sta še vedno otroka, Liza. Normalno je, da se vas dan igrata. Saj ima tako me 50 let, kaj ne? Dobro, povej mi, kaj si izvedel o ženički. Danes zjutraj res ni bilo, nobenih sledov ni pustila. Po vonju sodeč je bila nazadnje tu včeraj s svojo kravico. Torej misliš, da se ji je kaj zgodilo? Čisto mogoče, da je bolna ali pa da se je kaj pripetilo. Čel bom k njej domov, da vidim, če kaj potrebuje. To bi bilo prav, kajte če je bolna in ne more nihče pomagati, ker živi popolnoma sama. Zato ne izgubljaj časa in kar takoj pojdi. Očka, greva lahko lepo prosim zraven. Kaj? Zakaj ne? Lahko ti pomagava. Prav, če želite, lahko greste z menoj, da povem vama, da se boste pošteno utrudila. Tekel bom, da čim prej pridem. Ne skrbi, očka. Midva z Lili sva vzdržljiva in spretna. Čeprav sem vseeno malo neroden, ne? Prvi sem, najhitrejši sem. Harald, počakaj, ne divjaj, tako izgubil se boš. Zdi se mi, da je to cesta. Brez dvoma, cesta, ki so jo naredili ljudje. Gotovo vodi do enega tistih onesnaženih mest. Na hipodromu je. Tvoj brat je na konjeniški stezi. Naprej gre morda v nevarnosti. Očka, kaj je to hipodrom? Ti bom drugič razložil. Očka! Po tej poti pojdi. Jaz pa res nikoli nič ne razumem. Na sredi proge je. Harald! Konji! Opozoriti ga moram, ampak kako? Od tukaj me ne sliši. Spustil se bom niže. Proti njemu gredo. Tega, dva in tri in to. Harald, pazi!
Kako je s tabo, si cel, si ranjen? Kaj? Ne, očka, na srečo ne, samo prestrašen sem. Harold, zaradi tebe bi se kmalu zgubila, veš? No, Lili, ne bodi užaljena, vse se je dobro končalo. Naprej gremo skupaj, jasno? Zdaj smo nad vasjo. Najti moramo Starkino hišo. A to je njen mlekarski tricikl. Gotovo živi tukaj. Uboga ženska bolna je, zato danes ni bilo mleka. Počakajte me tukaj in ne ganita se, dokler se ne vrnem. Stopil bom noter, da bom videl, kako je. Opa, dober dan, kako je kaj z vami, ste bolni? K sreči ne, samo gležen sem si zvila. Tako me boli, da še hoditi ne morem. Ne skrbite, od tega še ni nihče umrl. Jaz sem zdravnik in v svojem življenju sem ozdravil že mnogo takih zvinov. No, pokažite mi gležen. Pogledati moram, kaj se je zgodilo. Ja, prav. Pogledal bom od blizu. Opa. Ja, kako se je to zgodilo? Zelo močno vnetje je. Običajno bi se tak zvin zdravil najmanj 3 ali 4 tedne. Torej jaz imam nekaj, kar vas bo pozdravil v 3 ali 4 dneh. O, seveda. No, kako je? Se počutite bolje? Mnogo bolje, ne boli me več. Kako naj se vam zahvalim? Nikar se ne zahvaljujte, prosim, prav nasprotno. Jaz in moja družina bi se vam radi zahvalili. Toliko let nam že nosite mleko. In ko smo že pri tem, koliko časa pa pravzaprav niste že pomolzli kravice? Kaj? O, uboge revice, že 2 dni nisem pomozla in sploh ne vem, kdaj jo bom lahko. Nič ne skrbite, za to boste poskrbela moja otroka in jaz. Harold, Lili, kje sta? Tukaj smo, očka, tukaj smo, tu spodaj. Rekel sem vama, da me počakajta. Upsa. Ta moja otroka. Tako sta živa, da se nama z ženo nikoli ne bi posrečil razvoziti mleka. Seveda, kaj ni res, otroka? Ja, z veseljem bova pomagala. Pa se lotimo dela. Ni zabavno. Au! Harold! Upsa!
grem. Kdo pa je pripeljal mleko? Najbolj še spim. Mleko so pripeljali. Počivali ste 3 dni. Zmašal, ki sem vam jo dal, bi moral biti vaš gležen zdaj že popolnoma zdrav. Naredite nekaj korakov po sobi. Kar dajte, stopite, no. Joj, David, tega me je strah. Kar dajte, nimate se česa bati. Prepričan sem, da je vse v redu. Prav zaupam ti, poskusila bom. Kar počasi. Lepo počasi, ne ustavljajte se, le tako naprej, 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 kar hodite. Liza, uspelo nam je. Liza. David, še vedno me malo boli, je to običajno? Seveda, saj bo še nekaj dni tako, nič ne skrbite, tu bomo, če bo potrebno. Mi bomo poskrbeli za mlekom. Saj te to ne bo motilo, kaj ne, da ne Liza, kaj? Seveda ne. Za mleko smo dobili 25 kovancev. Kaj pa lahko z njimi kupite, babica? Kaj malo, a bom že nekako preživela, ne da bi bila komu kaj dolžna. Ja, zdaj sem se spomnil, da smo pozabili nesti mleko starcu onstran hriba. Res je, tudi jaz sem pozabila. Če mi dovolite, grem jaz. Zelo mi je všeč vožnja s tistim triciklom. Prav, Harold, samo pazi na se. Ja, seveda, gospod. Moja kapa! Še dobro, da je nisem izgubil. Poiskal jo bom. Skrbi me, moral bi se že vrniti, 2 uri ga že ni. Starec ne živi tako daleč od tod. Najbrž se je zadržal kje v poti in se igral, vseeno ga grem poiskat. Vedve me pa počakajte tukaj. Njegova čepica ne more biti daleč.
Ne oglasi se? Harold, se dobro počutiš? Kaj pa počneš tu ves prestrašen? Kaj se ti je zgodilo, kaj? Očka! Očka, kako sem te vesel, tako strah me je bilo. Ampak zakaj? Kaj se ti je zgodilo takega? Klanec navzdol je bil tako strm, da sem poskakoval kot žoga. Zato sem izgubil kapo. In sraka me je zamenjala za miš in me odnesla v gnezdo. In kako si potem zbežal? Naredil sem se mrtvega in ko ni bila pozorna, sem zbežal. Po lijani sem se spustil na tla, ja. Pa si se naučil, da srake privlači vse, kar se giblje. Pogumen si bil, ponosen sem na te. Le tvoja kapa je zdaj strgana, treba me jo bo vreči stran. Ja, očka. Nič za to, jutri ti bom naredil novo. Se spomniš, Liza? Ja, grozno strah me je bilo. Da, res je bilo hudo, to razplačalo se je pomagati ubogi starki in Harold se je naučil paziti sam nase. Šicvajs! Švajs. Naslednjič nam bo David pripovedoval o različnih vrstah obutve. Davida in Lizo pokliče kralj Taja in jima pove, da je bil kamen brez sence, na katerega so predniki palčkov zapisali svoje zakone, ukraden. David je prepričan, da je to spet delo Hulija. Bo Davidu uspelo najti kamen brez sence? Kaj pravite?